smo vse imeli, vse vaje, da pa, ko prideš na frontu, da znaš rov narediti, pa bunker, pa zato je bila to lopata, pa žaga, da smo podirali, pa to delali. To je bila vse predvojaška. Ja. Smo takole ob nedeljah, kada se nismo smeli, ampak smo šli in Ravško Rado je se tam z eno Ukrajinko mečkano bolj spoznal, eno Ukrajinko, in tista Ukrajinka je malo povedala, v kateri smeri so partizani. Ko da mi smo pobegnik, smo prišli, smo vedeli, v kateri smeri pa so partizani in smo tudi na partizane naleteli. Zelo, zelo lepo so nas prijeli, tako da seveda, mi smo prišli v komplet, vse z orožjem, mi nismo bolj, mi smo preko noči smo kaj prišli, ne, tako da. 3 dni pa 3 noči pa 2 dni sem vedel na stražo, pa nisem vedel, da sem pod kontrolo, da so me preverjali, ali sem prišel, ali sem nemški vohun. Po tistih 3 dneh sem bil pa sprejet, pa sem bil pa njim raven. No. Aha, in tukaj ste vi operirali na teh železnicah? Ta konc je bil moj. Ja. Ker mi sem bil v sklopu odreda, samo nas je bilo 5-6, ker smo se kolikor toliko na to spoznali, jaz pa sploh, ker sem to nemško šolo skoznal, naša ekipa smo se posebej družili, ker je bila komanda, transport gre po cesti, tle pa tle, ali gre po železnici, ali most, ali to, in mi smo mogli iskati prostor, kje bomo zaminirali, kje bomo to. Odred nas je bilo okoli 80-90 ljudi. Kot sem rekel, Rusi, Ukrajinci, Belorusi, Poljaki, pa 8 Slovenci. Potli v letu 1944 se fronta pomika proti zahodu, proti Nemčiji, ja. Proti Nemčiji. Ja. Vi ste bili v tem... Mi smo bili pa zmeram pred. Mi smo bili zmeram pred frontom, ker smo uničevali ceste, mostove, da ni roba na fronto prišla. Do kje se pa umikate in kako, kdaj gredo Nemci čez, mislim, da je fronta čez vas? Situacija je bila taka. Ukrajina je bila Rusija, ma rečem, meja Poljska, Rusija, do poljske meje smo bili partizani, pa to, od Poljsko smo mi prekoračili v ukrajinsko mesto, ko smo vstopili na poljsko ozemlje, partizanov ni bilo več, smo bili Rdeča armija. Od tam je bila Rdeča armija naprej. Do meje partizani, naprej je bila pa Rdeča armija. Ja. In to Kovelj, da sem vam povedal, Kovelj je bil, takrat je bilo meja med takratno Ukrajino pa Poljsko. Kovelj. Tukaj zveste v temu Korostenu, ja. Zveste v bistvu za formiranje tankovske brigade. Ja, tam je bil en major, en zdravnik, ki je hodil, potem tam tudi nemške ujetnike, vse pa nas vse pregledovati. In tam je sem povedal, da sem Jugoslovan, po Slovenc, kot smo rekli, Jugoslavc. No, pa rekel, ja, v Kolumni se pa formirajo jugoslovanske brigade in sem prosil in sem prišel do tja in od tem sem šel po tankovsko šolo.
Ma vi ste se s temi svojimi soborci, s temi Slovenci 7 ste se takrat že rašli? Mi smo bili do zadnjega skup v tankovski šoli, do Sremske fronte. Vseh 7 skozi? Vseh 7. Do zadnjega smo bili skup. Ja, do zadnjega. Tankovski šoli, to je bila v bistvu zima 44-45, ne? Madonna. In to, pa edina predavalnica, tem, ki so bile pol tanki, pa noter vse, pa da je bila šola, vsaki deli posebej, tako da se je to, to je bilo v redu, da je bilo velika stavma, drugače vse ostalo, smo imeli pa to vse po zemljankah. Ni bilo, to je bilo vse podrt, pobit, pa vse zemljanke. No in tako da je bilo, hudo je bilo, no res hudo je bilo. Ampak, ko? Ja. Ker tiste tanke, ki smo mi imeli za vajo, so tam ostali, mi smo druge dobili. No. Nove, mislim, no? Ja. Nove, da smo, to smo jih pol naložili in pol smo šli v Jugoslavijo, čez Romunijo do Ploještija, tam je široka tirnica, v Ploještiju smo mogli na naš evropski tir, vse tanke na druge vagone naložiti, pa takole, ne. Pa tukaj ste bili še šofer, vozač, ali ste bili že poveljnik tanka? Prvi sem bil v posadi, pa sem, pa ti si švabski vojnik, mene so to kar odrivali, se je kot ti mene kar odrivejo, ne. Samo, ker sem pa povedal, ne, Rusi so rekli, tank brez pešadije, brez desantov je nula. In ko so nam na prvi liniji Nemci desante, prvi bataljon, jaz sem bil drugi četi, prvi bataljon, drugi četa, prvi dan je bila prva četa drugega bataljona šla, ko so jim desante dol stovkli Nemci, ne bi smeli iti naprej, bi mogli počakati, pa druge desante gor, ker desant je zato gor, da ti merkaš na tank, ker takrat so bili Nemci oboroženi s tem Panzerfaustom, to so tiste reaktivne, no, sam takrat je bilo treba na 50 metrov, danes pa pritisne, je pa vodeno, danes je druga pesem. In ti so pa jeben ti Boga, pa je pa tiste njihove besede, ki so to bile, zato so pa tanki goreli ka bankle. Drugi dan sem bil pa jaz na vrst, sem pa komandante pa povedal, mojo nemško šolo, smo pa srečno skozi enega tanka nismo zgubili. Ta prvič so vas zadeli s Panzerfaustom? Ja, to je bilo na Sremski, kjer ali bo Lača, ne vem, zdaj tistega kraja, sem bil zadet, ampak srečen bil zadet s Panzerfaustom v kupolo. Kupola je pa to, kde je bila litina, da Panzerfaust ni pretopil. Če bi bil pa je zadet v korpus od spodaj, tam bi bila pa vijavaja ven. Od granate sem bil zadet pa pri Vinkovcih, ampak ti sem bil pa zadet od spredaj, da se tam na gor ga imam, ne. Od spredaj, ker tisti naklon, granata se odbije, ne. Je bil ta rekuše. Tako, ja. Človek ne moreš verjeti, da 30-40 ton, kad je ta granata zadane, da se to 40 ton zagunca. Koliko je to ene sile, če se to pomisli, tista boga granata, ki je. Ki vi ste takrat se arkado razbili, ne? Ja, tle, to tle, ja. V Loše je bilo, čelade nisem gormo in sem potle letel.
Zdaj za Vinkovci, potli se pa Nemci že umikajo. Pa so se res umikali, pa z Vinko so pa se govorilo, da bomo šli na Osijek, da v Osijeku da je močna obramba, no pa smo šli pa mi proti Osijeku, so se pa Nemci umikali, da ni bilo, in pa smo šli prosto do Dugo Selo, Zagreb. Pa smo šli pa direkt gor za Cele, iz Cela v Kamenk, prebakovat. Na Stohinsko dolino, v Kamenk na plac smo se ustavili, jaz sem na Anteni, jaz sem tam na gor doma še 5-10 minut, me je pa spustil, da sem, ker jaz imam tam na liške liste od Nemcev, firmistvo, da je zgubljen ali pa mrtev, so to Nemce poslali. In tam ste dobili pa mamo in očeta? Očeta, starša sem bila oba še, pa sestra tudi, ja. So bili veseli. Ja, veš, to, kaj se nismo videli, pobed nič videl. Ja. Vi ste tam pridete v Trst, v bistvu greste malo po mestu? Mi smo bili parkirani na tej cesti, na desni strani je bil pa morje, na morju so le pa že tiste velikanske ladje s tistim topovem, Madonna sveta, to je bila kar groza, ampak komanda je rekla razložiti ali pa nazaj. V Trstu mogoče ste bili v kakšni vojašnici nastanjeni ali ste sam? Vse v tankah. Vse v tankah, vse, nič nisem. Ker smo mejken ven šli drugače, nič.